Zdaj pa gremo do ene take atrakcije, bar, kjer so muce, pa ne tiste na dve noge, za katere plačaš in ti dajo razne užitke, kar verjamem, da je na Madžarskem zelo popularno. Sploh vemo, da je v Porničih je ogromno Madžark, ne vem, kako to vem, prebral sem. In piješ kavo in jih božaš, tako da upam, da je odprto. Ja, lepa, pepa sem. Lepa sem. Bogica lepa. To je tak nateg. Dejansko so 3 mačke not, ne. Na internetu pa ti prodajo pričo, tam je 300 mač, to vse je mrgoli, ne. Puj! Drago, skodelica čaja 4 evre in so kar stroga pravila. Mačk ne smeš dvigovati, ne smeš hraniti, ok, to je nekako razumljivo, ampak to je tak nateg. Dobrodošli v državo, kjer je LGBTQ propaganda prepovedana. In prav ponosno stopam po tlakovcih te države. Dobrodošli v Budimpešti. Budapešta se nahaja na obeh obrežjih reke Donave. In v Budimpešti lahko močno začutiš ta avstro-ogrski imperij z nekimi nijansami temačnega socializma. Budapešta, preden je postala ena, oziroma Budimpešta, je bila na levem bregu, to je ta Pešta, in na desnem, tu za mano, pa Buda oziroma Obuda. In kasneje se je to združilo ravno s tem mostom in to je ta verižni most, na katerem se trenutno nahajam. In ta most je nekako združil Budo in Pešto in nastala je Budimpešta. Budimpešta je od nekdaj veljala za evropsko velesilo in je največje in glavno mesto na Madžarskem. V Budimpešti je približno 1.700.000 prebivalcev in Budimpešta je zaenkrat posebna. Bo pa ta vlog bolj božično obarvan, ne bo za neke znanstvene fantastike, tako da vam bom probal Budimpešto pokazati čim bolj na nek originalen način oziroma na moj način. No. Sem že mislil, da je Rdeča ulica, ni. Naj ti predstavim hotel. Gre pa za hotel Ambra v samem osrčju Budimpešte in za 3 osebe za eno noč z zajtrkom nas je prišlo 130 evrov. Če deliš na 3, je to 43,333 evra na osebo. Hotel je streljaj stran od vseh znamenitosti, ki jih lahko pač vidiš v tem dnevu in pol. Čist, urejen, prostoren, te radiatorji in te tapete tako malo spominjajo na nek ameriški vibe. Pa sploh, ker je še ena soba, veliko stekleno okno, da dobiš občutek, da so tu bili zvezdniki v tem hotelu, recimo Charles Sale, kakšen predsednik, ameriški glasbeniki. Čist, dober zajtrk, dober kruh. Imam kar srečo, da vedno trofim dober hotel za male pare. Ta zadeva za mano je oziroma jebi ga. To za mano je pa arhitekturna pošast. Gre za madžarski parlament, ena najmogočnejših stavb v Evropi. Pri gradnji tega parlamenta je bilo vpletenih okoli 100.000 ljudi. Če se ne motim, je parlament bil zgrajen v 20 letih. Pri nas v Sloveniji v 20 letih zgradimo komaj en hofer. Arhitekturna pošast je z razlogom, ker če recimo boljše pogledaš stavbo, ni videti dimnikov. Dimnikov pa ni zato, ker je takrat arhitekt želel, da dimniki ne pokvarijo izgleda te stavbe in so že za tisto stoletje imeli zelo napreden, kot hladilnik, kot ogrevan sistem. Vodič. Zdaj pa poslušaj te rahlo bizarne številke. Stavba ima 18.000 kvadratov. Predstavljaj si, kakšna je bila to cena v
v središču Ljubljane, da to najameš. 3 milijone evrov na mesec plus 64 varščin v znesku ene najemnine. Gremo naprej. 693 sob. Predstavljaj si, da priješ pijanko letva iz Marjanovega Abrahama in moraš najti svojo sobo. Jaz komaj najdem WC, ko sem pijan doma. Kje bom to najdel svojo sobo? Uporabili so okoli 40 kg zlata, ko so to gradili. Arhitekt je bil Stend Imre. Stend Imre, ko se je začelo graditi in ko je začel projektirati to pošast, je bil star 46 let. Ironija pa je, da je med gradnjo oziroma ko je parlament nastajal, je oslepel. Tako ni bil primoran videti, kakšno mojstrovino je ustvaril. In nekaj let pred koncem gradnje je pa umrl. Tako da, ja, se mi kar zasmili človek, da ne moreš videti, kaj si ustvaril. Tu noter recimo deluje tudi Orban, nam vsem znan, ampak mu dam en velik plus, ker je prepovedal LGBTQ propagando. Stavba navzven je zelo lepa in mogočna, so pa ljudje notri grdi in umazani. Jaz sem v Budimpešti samo dan in pol. Zdaj, kar mi bo uspelo v tem dnevu in pol predstaviti, to je to. To bo bolj ekspresno. Zdaj, da vidim sploh, kaj sem sposoben, lahko v dnevu in pol vam pokazati in posnet. Ampak je bi ga rad to delam. Tako da vidimo, to je izziv. Mi je mladenič odprl. No, to pa so nebesa. To je pa madžarska zvezda. Mama mia. Tu pa se malo strdim sprehajaš. Pogledajte to klasiko, so moji bogi. Jebem ti mast. Ene par dresov je bilo hudih. Ampak so tudi cene hude, ne? Ampak okej, to so redke zadeve, zato je tudi taka cena. Ampak tisti od Onrija za 50 evrov je bil malce preveč zlizan, pa spran, pa tiska se sploh ni videlo, ampak okej, je klasika, ne. Samo trenutno nisem v stanju, da bi dal 100 evrov ali pa tudi 50. Zakaj ni moj foter Merlak ali pa Boscarol, pa te milijonarji? Zakaj? Zakaj je moj foter policaj? Vem, kaj vas najbolj zanima, to so cene. Zdaj cene kave so kar drage, to ker je center, logično. Kave so pizda od 3 evre do 4 evre, ne. Čaj je 4 evre, Coca-Cola in to je kot pri nas. Hrana, včeraj sem jedel nek hamburger, sicer okusen, s pomfrijem, 12 evrov. Tako da to je nekje, bom rekel, solidna cena za včasih, v katerih živimo. Se pravi, 3 smo jedli, vsak je pil, pa jedel, smo dali 44 evrov. Kavice, pa čajčki, porka Madonna avtobus. To pa nanese, ja. Tu pa po moje zgubiš največ denarja, če se presedeš iz kafane v kafano, boš največ keša potrošil, sigurno. Da vidimo, to bo Sara kupila za 6 evrov. Evo, tu imaš slikice. Te marketi oziroma suvenir so zelo drage stvari. Leto. 38 evrov. Pri nas so 15. Pisa, te so mi všeč. 3,30 €. Aj, to mu še dam Mađaru. to mu še dam. Ta je sigurno 10, 7. Suvenir šopi so dragi. Tako da kupi na ulici od uličarja. Stari, to, da je mrzlo, po moje boste v tem vlogu čuli tako milijonkrat. V glavnem zdaj čakamo v vrsti za to ladico za nami. Pride na 13 evrov na osebo, mislim, da ceneje kot to ne gre. Pluješ pa po reki Donavi in vidiš Budimpešto v vseh teh lučkah. Sploh parlament pa jaz gleda brutalen. Upam, da je vreden, ker mene tako zebe, ne vem, kdaj me nazaj tako zeblo. Res ne. Zakaj je tako mrzla Budimpešta? Nisem začutil še takega mraza, ali se mi samo zdi. Prva stvar je, da Budimpešta leži na enaki severni zemljepisni širini kot recimo Toronto.
in posledično prejema dosti manj sončne svetlobe kot jug. In potem je tu še reka Donava. Reka Donava pa odvaja ogromno toplote iz mesta. Reka Donava je ponavadi hladnejša od zraka, zna tudi zmrzniti in je to potem še en faktor, zakaj je tak hudičev mraz tu v Budimpešti. Ampak nismo tu, da jamramo, tu smo, da se imamo fajn. Zdaj na ladjici nisem, ne vem kaj, snemal, ker ni bilo ene luči in je bilo temno ko v riti. Če bi pa šel spodaj, kjer je luč, se pa nič takega ni videlo, prenasičeno z ljudmi. Sem pa posnel iz ladjice, parlament in razne mostove. In že ki smo čas božiča, lučke in vse to, se vidi, da obstaja svetlobna onesnaženost. Vsaka umetna svetloba, ki pride neposredno ali posredno v okolje, to je svetlobna onesnaženost. Mesta, ki so najbolj svetlobno onesnažena, so Dubaj, Abu Dhabi, Doha, New York, Las Vegas, Los Angeles, St. Petersburg in tako naprej. Je zelo, zelo svetlo Budimpešta, vse te gradovi, parlament, to kar žari, ampak meni je vseeno. Naj se borijo te one Grete in podobni pacienti. Meni je fajn, naj se sveti vse, sveti se svet prelep. In evo, kot se spodobi za Božič, kuhano vino. Nisem nek ekspert, ampak deluje dobro, 4,40 € je cena, primerljivo s Slovenijo, po mojem, zdaj ne vem, koliko so bile lani cene, ima tu nekje od 3 do 4. Na zdravje! Driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Driving home for Christmas, yeah. Well, I'm moving down that line, and it's been so long, but I will be there. I sing this song to pass the time away, driving in my car. I'm driving home for Christmas. To za mano so pa čevlji Donave. To niso pravi čevlji, to je spomenik vsem žrtvam v času druge svetovne vojne, večinoma Judom. V času druge svetovne vojne je takrat madžarska fašistična milica pobila več 10.000 Judov ob bregovih reke Donave. Se pravi, pripeljali so jih s svojih domov, jih sterali ven, pripeljali do reke Donave in mu ukazali, da se sezujejo in jih brutalno ustrelili v hrbet. S tem so se pač rešili, da ne rabijo teh trupel pospravljati in vso sranje, ki so naredili, avtomatsko trupla so padla v Donavo in Donava je ta trupla odnesla neznano kam. Na tak način so pobili več 10.000 Judov. Zdaj, zakaj so jim rekli, da se sezujejo? Čevlji so v času druge svetovne vojne bili zelo vredni in seveda kasneje so jih militanti zamenjali ali prodali na črnem trgu. Fašistična milica je bila tako brutalna, da so vse te stvari delali v zimskem času, ko je bila reka Donava toliko bolj mrzla. Ko so opazili, da ima nekdo navidezno zelo poškodovane čevlje, so ga ustrelili kar s čevlji vred, ker so vedeli, da te čevlje niso vredni nič. Bili so pa tudi tako brutalni, da so iz čevljev vzeli vezalke in zavezali 2 ali 3 osebe skupaj. Zato, ker ko so ustrelili samo eno osebo, je ta za sabo potegnila še drugi 2, ki sta bili živi. Sta seveda umrli ali zaradi mraza ali zaradi utopitve. Tudi to pobijanje je del holokausta, ki se je takrat dogajal. V tem času, v času druge svetovne vojne se je iz Madžarske ne izselilo, ampak izgnalo okoli 400.000 Judov, od tega jih je nekje 80% bilo pobitih v raznih koncentracijskih taboriščih, tudi takih kot Auschwitz. Ravno to je ta ironija, da to, kar se trenutno dogaja v Palestini, enako počnejo Judje Palestincem. To je pa vojna in nikoli ne bomo tega razumeli. To je pa najbolj znan kafe tukaj v Budimpešti in posledično tudi vrsta se vije dolgo v božjo pizdo materno, ki ima zelo bogato notranjost in ambient je čudovit. Ampak jaz mislim, da ne bom čakal tu. Nič, brez New York kafeja. Poglejte, kako krasno je. Krasno pejte v rit. Lepo se bašate, jaz pa se ne morem. Not je zelo drago, ampak greš not se pofotkat, da zgleda, da imaš denar, pa greš ven, marš, goni se. To je torek, ura je 1. Zdaj, kaj je tu za vikend, nočem vedeti. Proklete kurbe kapitalistične.
To je pa madžarska jed, langoš. Testo izgleda kot krof oziroma kaj so že tiste nemške. Ne. Traube. Ja, oziroma testo je kot štraube. Kisa smetana, sir in salama, verjetno njihova madžarska, s papriko. Papriko, šveleškaš, kamereškaš. Izgleda dobro, dejansko diši. To pa božja brbončica. Ja, to je pa en tak wellness za tvoja usta. Cena je pa 8 €. Verjetno varirajo cene, ampak dobro. To je res amfiteater za tvoja usta. Nedeljski oddih za tvoja usta. Dobro je. Lahko zavračneš kameraško, ugasni kameraško.